Pozdrav še enkrat vsem skupaj. Jaz sem pač en iz te generacije, ki smo začeli poslušati zbirni predmet računalništvo v srednji šoli. In sicer sem jaz hodil na gimnazijo Bežigrad, skopico leta 70 in kolikor se spomnim, no, sem še spričevala pogledal, sem imel ta zbirni predmet računalništva v 3. letniku. In sicer sem imel vse te 3 kolege, ki so danes prisotni, so se pač pojavili v našem razredu. Profesor je Bratko Rajkovič in pa Istok Lavec. Hvala lepa. In tako sem svoj prvi računalniški program v Fortranu napisal v okviru tega predmeta za IBM 1130, ki smo ga šli na neko ekskurzijo pogledati na fakulteto za elektrotehniko. No, potem, ko sem maturiral, pravzaprav ni bilo veliko dileme, kaj bom šel študirati. Mogoče bi sam še omenil, kakšen razred smo bili. Tisto leto je bilo zanimanje za intenzivno matematiko zelo veliko, tako da so sestavili potem še eno paralelko, mi smo bili C paralelka, kjer nas je bila polovica razreda intenzivna matematika, polovica pa intenzivna angleščina. Poleg tega smo bili še povprek razdeljeni na Francoze in Ruse, po drugem tujem jeziku in tole je slikca, kako smo izgledali tisto leto, ko smo imeli tudi računalništvo, se pravi 3. gimnazija, šolsko leto 72-73. No, fantje smo bili praktično vsi na intenzivni matematiki, razen 2 kolegov, ki sta bila Angleža. Punce nismo imeli pa nobene, no, med intenzivno matematiko. Ok, kot sem že rekel, vpisal sem se na fakulteto za elektrotehniko leta 1974, programiranja tistih prvih 2 skupnih letnikih, ne vem, kako se je predmet imenoval, imel ga je profesor Hodžar, in smo se spet pravzaprav učili Fortrana, vaje imeli na IBM-u 1130. Potem po 2. letniku pa je bila delitev na študijske smeri. Računalništvo je sicer že obstajalo, vendar sem se jaz odločil za smer avtomatiko in kibernetiko, ker me je dejansko bolj zanimala interpretacija signalov, kot pa simbolično usmerjena umetna inteligenca. No, tukaj na sliki smo sošolci v 4. letniku avtomatika. Kar nekaj nas je ostalo v akademskih vodah, mogoče bi omenil tukaj predvsem kolega Jadrana Lenarčiča, ki je bil dolgoletni direktor Inštituta Jožef Štefan. No, potem sem se usmeril v analizo EKG-ja. To se je dogajalo v laboratoriju za avtomatiko in kibernetiko. Tam sem diplomiral in magistriral. Moj mentor je bil profesor Ludvik Grgek. Delal se je pa takrat na računalniku PDP 1134 v jeziku C, ker je bil samo en računalnik za celo katedro. Je to pomenilo, da smo diplomanti oziroma mlajši sodelavci morali delati predvsem po noči, recimo po 12. uri, če si že ob 10. zvečer dobil rezervacijo, si bil lahko pravzaprav vesel. In seveda smo morali takrat določene tehnikalije tudi premagati, recimo ena taka stvar, da sem pač moral v okviru naloge prikazati grafične rezultate, in zdaj tistega zaslona analognega ni bilo možno pravzaprav
zajeti slike, ni bilo nobene izhodne enote in zato smo se znašli tako, da smo pač slikali z analognim fotoaparatom in potem te slike razvijali in lepili potem v te naše članke in končne izdelke. No, potem je mene, kot seveda druge fante v moji generaciji, čakalo obvezno služenje vojaškega roka. No, jaz sem po seriji nekih srečnih naključij sem se znašel v računskem centru Hidrografskega inštituta vojne mornarice oziroma ratne mornarice v Splitu. No, tole sem uspel na svetovnem spletu najti sliko inštituta iz leta 1979, kar pomeni, da takrat, ko sem jaz bil tam leta 82-83, je bila ta stvar res čist nekako sveža. No, tudi tam smo imeli v računskem centru na voljo PDP računalnik iz 30, pisali se je, programirali se je v Pascalu, delali se je, obdelovali se je predvsem hidrografske podatke, ki jih institut sam zbiral za svojo raziskovalno ladjo, Andreja Mohorovičič, in nekako nekateri podatki so bili celo top secret. To sem sam zvedel, kateri so, nisem jih pa videl, niti ne vem, kako so bili zapisani. To so bile deviacije tega gravitacijskega pospeška G, kar je bilo pomembno za vodenje raketnih izstrelkov. No, predvsem pa je takrat bil čas, ko sem imel prvič nekako neomejeno časa, računalniškega časa za lastno programiranje, tako da sem se malo igral in programiral zanimive stvari. No, potem sem pa imel srečo, da sem dobil Fulbrightovo in Arexovo štipendijo za študij v ZDA. Spet po seriji nekih naključij me je kot gostujočega raziskovalca sprejela profesor Ružena Bajči, in sicer na University of Pennsylvania v Filadelfiji. No, ta univerza je znana, ko bi rekel, tej zgodovini računalništva, predvsem kot rojstni kraj računalnika ENIAC, ki so ga pravzaprav prvič pognali šele koncem leta 1945, že po koncu druge svetovne vojne, čeprav je bil nekako razvoj tega računalnika je bil, ko bi rekel, povod predvsem druga svetovna vojna, prve naloge, ki so jih reševali na računalniku, je bilo računanje teh balističnih tablic za topove. No, in dejansko še takrat so stali v predverju našega laboratorija, pa tudi moje pisarne, te omare, ti kolosi originalnega ENIAC-a. To nazadnje, ko sem bil pred 3 leti na Pennu, so jih zdaj že spravili za steklo in je nek tak priročen muzej. No, Ružena Bajči je ustanovila in vodila GRASP laboratorij. To naj bi pomenil General Robotics, Automation, Sensing and Perception Laboratory. Se pravi, je bil že od začetka nekako interdisciplinarno zasnovan, skratka, šlo se je za zaznavanje, predvsem za računalniški vid, tudi tip in pa robotiko. Zdaj, Ružena Bajči ima zanimivo zgodovino. Svoj prvi doktorat je dobila na Tehniški univerzi v Bratislavi leta 1967, potem pa tudi z ameriško štipendijo šla v ZDA in na Stanfordu še drugič doktorirala leta 1972 in njen mentor je bil
tako rekoč oče umetne inteligence, profesor dr. John McCarthy. John McCarthy je dejansko izumil ta termin artificial intelligence. No, jaz sem nekako potem pomagal, da so na to univerzo prišli za krajši ali pa tudi malo daljši čas, recimo 2 let, še številni drugi raziskovalci, kolegi z fakultete za elektrotehniko, pa jih zdaj ne bom našteval. Ampak to je eden od razlogov, zakaj je profesor Ružena Bači dobila tudi častni doktorat Univerze v Ljubljani leta 2001, kot vidimo tele na sliki. No, o raziskovalnem delu ne bom zdaj kaj dosti besed zgubil. Moj doktorat iz računalništva je bil rekonstrukcija superkvadračnih modelov iz globinskih slik z neko iterativno minimizacijo funkcije prileganja. Aplikacije tega so bile predvsem v robotiki za oprijemanje predmeta in tako naprej. No, zanimivo pa je, da po skoraj 20 letih se danes v našem laboratoriju spet ukvarjamo z isto problematiko, samo s to razliko, da zdaj isti problem skušamo rešiti z globokimi nevronskimi mrežami in moram reči, da smo pri tem kar uspešni. Predvsem je pa prednost tega, seveda, da rešitev z globokimi nevronskimi mrežami bo možno uporabljati v sistemih, ki delujejo v realnem času. No, potem sem se po doktoratu, doktoriral sem leta 87, potem sem bil še pol leta postdoc. No, in že leta 87 pred mojim zagovorom doktorata je profesor Tadej Bajd slučajno prišel na to univerzo, na University of Pennsylvania. Mislim, da je bil dogovorjen z profesorjem Lou Paulom, ki je bil pionir robotske kinematike. No, in seveda sva se takrat pogovorila, dolg pogovor bil, sem mu zaupal, da bi se rad vrnil v Ljubljano na fakulteto in tako naprej, tako da je profesor Tadej Bajd začel postopke na fakulteti. Moj povratek na fakulteto je takrat podprl tudi profesor dr. Boštjan Vilfan, ki je bil takrat predstojnik katedre za računalništvo in informatiko. No, tako sem že v šolskem letu 88-89 začel s predavanjem. Predaval nisem samo na naši fakulteti, ampak sem imel te računalniške predmete tudi na matematiki, fiziki, na tekstilu, na kemiji, montanistiki in tako naprej. No, in mogoče kot zanimivo samo omenim, da v tisti prvi generaciji matematikov, ki sem jim predaval, je bil tudi današnji profesor Andrej Bauer. Za seminar, no, naše to omenim, za seminarsko nalogo pri tem predmetu sem jim pa dal, da so napisali interpreter za Lisp. No, potem so seveda sledile te, kako bi rekel, organizacijske spremembe. Že leta 1989 se je fakulteta za elektrotehniko preimenovala v fakulteto za elektrotehniko in računalništvo. Leto 1991 ni bilo zanimivo samo zaradi velikih političnih sprememb v naši domovini, ampak takrat je profesor Zajc tudi organiziral veliko mednarodno konferenco IEEE Melecon 91, ki se je končala tik pred našo razglasitvijo neodvisnosti, tako da smo morali še tuje udeležence konference nekako jim sugerirati, da naj čim prej odpotujejo. V času osamosvajanja smo celo uradno ustanovili laboratorij za računalniški vid in pravzaprav edino opremo, ki sem jo takrat imel, je bila pravzaprav oprema, ki sem jo prinesel s seboj iz Amerike. To je bil Macintosh 2 pa laserski tiskalnik, ki ga takrat fakulteta še ni premogla.
In mogoče kot zanimivo, sam to povem, no, da preden sem šel v Ameriko, še ni bilo PC-ov, potem iz Amerike sem si prinesel svojega prvega Macintosha in tako sem mogoče eden od redkih računalničarjev v moji generaciji, ki nikoli ni imel oziroma sploh uporabljal PC-ov. Naj omenim tudi to, no, da sem na fakulteti prvi začel uporabljati oziroma propagirati uporabo LaTeX-a in to se je zdaj mogoče, zdaj trenutno predavam tudi diplomski seminar, ne, kjer zdaj vse naše študente učimo uporabo LaTeX-a in je nekako LaTeX tako rekoč obvezen za te zaključne naloge. No, v tem času sem tudi začel sodelovati z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje na področju novomedijske umetnosti. In sicer sem sodeloval s profesorjem Srečom Draganom in sva nekako preko tega sodelovanja razvijala in uporabljala nove računalniške tehnologije tudi v umetnosti, od svetovnega spleta, uporabniških vmesnikov, videa, obogatene resničnosti in tako naprej. In kaj na slikah sta mogoče samo dva mejnika. Tale slika iz leta 1997 je posneta na vrhu Grajskega stolpa, kjer smo snemali panoramske slike s pomočjo kamere, ki je bila na robotski roki in smo potem na ta način sestavili lahko celo panoramo. In to smo uporabljali potem v različnih umetniških projektih. No, zadnja slika na desni je pa iz lanskega leta z moje kiparske razstave, ki je bila postavljena 2 meseca v galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana, vendar zaradi COVID omejitev je bila dejansko dostopna za obiskovalce samo 2 dni. No, in tukaj na sliki se vidi neka inštalacija, kjer gre za neko obogateno resničnost, kjer projiciram gibanje svetlobnih pik na površini skulptur in te svetlobne pike se pravzaprav obnašajo kot vodne kapljice. Potem sem tudi zelo veliko sodeloval z arheologi pri dokumentiranju artefaktov, predvsem s podvodnim arheologom magistrom Miranom Eričem. Tu smo pravzaprav bili tudi v mednarodnem pogledu med prvimi, ki smo rutinsko uporabljali večslikovno fotogrametrijo pod vodo. Tukaj na levi strani so neki pravzaprav rimski sarkofagi blizu otoka Brač. Smo potem z super kvadriki recimo modelirali oblike. Tule na desni strani pa gre za 40 000 let staro paleolitsko leseno ost, ki jo je kolega Erič našel v strugi Ljubljanice, blizu Vrhnike. In tu smo, zato ker je tu šlo za tako imenovani moker arheološki les, je bilo potrebno to konico konzervirati, kar pomeni, da se vodo, ki je bila v konici, zamenja z neko drugo materijo, v tem primeru z melaninom. In vendar žal, ta postopek povzroči spremembe v obliki. Mi smo potem za serijo 3D modelov spremljali, kako se je ta konica krčila, krivila in tako naprej. No, malo sem sodeloval tudi pri tej delitvi fakultete za elektrotehniko na 2 fakulteti. Tu je bil res najbolj inštrumentalen profesor Kodek, ki me je potem tudi povabil v to prvo
ekipo, ki je vodila novo fakulteto, bil sem prodekan za raziskovalno delo. No, kasneje, nekoliko kasneje, med leti 2006 in 2010, pa sem bil tudi dekan fakultete. Še zmeraj smo si morali seveda deliti to staro stavbo na Tržaški 25. Dve stvari, ko bi rekel, sta bili pomembni v mojem mandatu, in sicer izvedba bolonjske reforme in pa priprave za gradnjo nove fakultete. Pri bolonjski reformi smo prebili do takrat, ko bi rekel, ustaljeno shemo delitve na 3 smeri, ker je bila nekako hardware, software pa informatika, in zapostavljena dejansko v programu je bila umetna inteligenca, ki je po eni strani prinašala največ raziskovalnih rezultatov, po drugi strani pa ni imela dovolj, ko bi rekel, predmetov ali pa ni bila zastopana v študijskem programu. No, kar se pa tiče priprav za gradnjo, smo se pa takrat začeli resno pogovarjati z izbranimi arhitekti in rezultat je, da je naša stavba na nek način nekonvencionalna, v tem smislu, da ima velik osrednji prostor, ta hol, ki se razteza do strehe, in na ta način nekako so vsi sodelavci bolj vidni in je na nek način sodelovanje lažje. No, tole se vidi, kako izgleda ta naša nova stavba. Se pravi, tole na desni strani spodaj je naša fakulteta, potem tista ledvička v sredini je skupna s kemiki. V tem centralnem objektu je največja predavalnica, knjižnica, skupna knjižnica in pa tudi restauracija. Ravno, ko bi rekel, ta čas so začeli graditi nov Nacionalni inštitut za biologijo v temle delu, ob dovozni cesti. Univerza pa ima v načrtu potem južno od naših 2 fakultet še gradnjo še 2 fakultet, fakultete za strojništvo in fakultete za farmacijo. No, mogoče še eno naključje naj povem. Ta moj sodelavec na področju arheologije je po svoji osnovni izobrazbi akademski slikar in ko je videl načrte za našo novo stavbo, je sam ponudil v dar svoje slike, ki jih je ustvaril v času študija in ki res krasno dopolnjujejo to našo stavbo. No, za konec, za zaključek, naj služi ta beseda angleška serendipity, ki sem jo tudi pravzaprav šele pred parimi leti spoznal. Naj kar preberem angleško definicijo: the occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way. Tako da naše življenje je res kombinacija želja, ciljev, ampak tudi številnih naključij, in tudi za to mojo strokovno pot, na katero me je res najbolj pognal ta predmet računalništvo v gimnaziji, ampak vmes je bilo še veliko srečnih naključij, ki so prinesle do te zanimive strokovne življenjske poti. Tako da hvala lepa za vašo pozornost in za poslušanje. No, čas je za kakšna vprašanja. Nehamo šerati tole morda, pa če pustiš gor, to je zanimiva, ta zadnja prosojnica, čisto zanimiva Francija, tako da vsekakor jaz mislim, da tudi Francija prizadevanja med drugim so bi rekel dala en določen šarm
na tej naši fakulteti, mi je zelo všeč, tako rečem, ta njegov pristop. Tako da sigurno je to pomembno, čeprav morda nima direktne veze s stroko, ampak naredi pa nekaj. Ne. Če jaz primerjam našo fakulteto, pa sosedno kemijsko, sploh je za primer, da je naša bil fajn. Sigurno je videl. Dovoljte bi sam ti povedal. No. Mislim, da to, da recimo univerzitetni profesori tudi na nek način sodelujejo z dijaki, recimo v gimnaziji, da je to zelo dobro. Jaz sem kasneje, že seveda pol, ko sem se vrnil iz Amerike, sem bil slučajno mentor Juretu Leskovcu pri raziskovalni nalogi, ki jo je delal na gimnaziji, ker je bilo nekaj v zvezi z računalniškim vidom. Ne. No, in se smem pohvaliti, da tudi pred kratkim oziroma v prejšnjem šolskem letu sem bil mentor eni dijakinji, prav tako z Bežigradske gimnazije, ki je dobila zlato priznanje na državnem tekmovanju. No, in jo moram res pohvaliti. Na osnovi te njene raziskovalne naloge smo tudi prijavili članek, prispevek za tole konferenco, slovensko konferenco o umetni inteligenci, ki bo na sporedu v okviru te konference Informacijska družba v petek in bo tudi ona predstavila ta članek. Tako da imamo že zagotovljeno zelo perspektivno brucko čez eno leto, ker zdaj je še v 4. letniku. Ja. Dragi kolegi, še kakšno zanimivo vprašanje? Mogoče samo tole, da upajmo, da bo tudi predmet računalništvo, pa dajmo reči računalništvo v šolah, jaz ne razumem